Poudarili ste, da je to prva misija, ki ima, mislim, drugačne naloge, ne samo v zvezi z begunci in tako, ker so pripravljeni tudi na to, kot ste rekli, varnostne naloge. Ni dobenih razlogov, da bi dvomili v njihovo profesionalnost. Mislim, da spričo izkušenj, tudi v prvi odpravi pred 2 leti, ki je imela zlasti humanitaren značaj, ta ima varnostnega in je torej v tem smislu bolj zahtevna. Ni slehernega dvoma, da bodo kos vsem preizkušnjam v naslednjih 5 mesecih. Želite kaj dodati? Ne, že priprave za prvo misijo so vsebovale enake priprave. Kljub temu, da je bila humanitarna misija, kot vojaki moramo biti vedno pripravljeni, da pride možno tudi do kakšnega odpora strani tihotapcev. Tako da smo se za take naloge tudi takrat že pripravljali, s tem, da jih ni bilo pač treba izvajati. Moram reči, da se je izkazalo kot dobro, da je ta ladja pred 2 leti opravljala naloge v humanitarnem poslanstvu. Takrat so lahko poveljnik in njegovi kolegi dobili neprecenljive izkušnje, poleg običajnega znanja, ki ga bodo zdaj pri zahtevnejši nalogi, ki bo imela tudi varnostne razsežnosti, koristno uporabili. Ampak spričo vsega, kar sem danes slišal, lahko z velikim zaupanjem gledamo v njihovo delo. Je pa nehvaležno, to moram povedati, ker ladja Triglav odhaja v pomoč tistim silam Evropske unije, ki preganjajo tihotapce. Ti tihotapci imajo vse več dela, zato ker se razmere v državah na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki ne umirjajo. Kot predsednik republike in tudi kot vrhovni poveljnik obrambnih sil Slovenije si želim, da bi mednarodna skupnost dosegla dogovor o političnih ciljih za mirno rešitev sporov, ki so se nakopičili v deželah Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Zlasti pa bi to veljalo za morebitno vojaško posredovanje z mandatom Organizacije združenih narodov. Če takega dogovora o političnih ciljih v kratkem ne bo, se bo seveda problem, ki smo mu pričali, zaradi katerega slovenska ladja Triglav odhaja na morje, še razvijal. In to v državah, tudi v Sloveniji, ki jih je begunska migrantska kriza neposredno prizadela, seveda gledamo z skrbjo. Gospod predsednik, bi si želeli kot vrhovni poveljnik vojske morda več involviranosti slovenskih oboroženih sil pri reševanju begunske problematike. Države okoli nas so vojsko kar nekoliko bolj aktivirale kot Slovenija. Sklep o sodelovanju slovenske vojske sprejme vlada. Vlada ima vse informacije, ki omogočajo, da tak sklep sprejme ali ne. Kolikor sem sedaj seznanjen tudi po seji Sveta za nacionalno varnost, bi se in se bo to zgodilo vsakič, ko bi, če bo slovenska policija potrebovala logistično podporo. Tako kot predsednik republike, kot vrhovni poveljnik obrambnih sil, si želim, da bi kadarkoli bi bila vojska uporabljena, ljudje dobro razumeli, zakaj je uporabljena, da njena uporaba za logistične ali druge potrebe ne bi vnašala brez potrebe nekega dodatnega dvoma v varnostne razmere. Ta hip Slovenija v tem smislu ni ogrožena, da bi potrebovala posredovanje slovenske vojske, niti ne za logistične potrebe ta hip. Morda se bo v prihodnjih tednih, morda ta potreba pokazala in če bo temu tako, bo vlada odločila. To bi se zgodilo, predvidevam, v primeru, če bi Nemčija zelo poostrila nadzor na mejah. Domnevam, da bi se to zelo kmalu odrazilo tudi v poostrenem nadzoru Avstrije na mejah in edina logična posledica je, da bi tudi mi takoj zatem poostrili nadzor na mejah. Sicer bi se nam zgodilo, da bi Slovenija postala tako imenovan žep, v katerega bi se nenadzorovano steklo več beguncev, kot bi jih mi lahko humanitarno oskrbeli. Kot vidite, se slovenska policija zelo profesionalno pripravlja na prehod morebitnega večjega števila beguncev.
smo v rednih kontaktih z nemškimi in avstrijskimi oblastmi. Jaz sem samo 10 dni nazaj imel 2 dolga razgovora z nemškim predsednikom Gaukom, z italijanskim predsednikom, z avstrijskim predsednikom Fischerjem. Mislim, da imamo dovolj zaupanja med nami, da bi v primeru, da bi prišlo do drugačnih odločitev vlad v državah, torej v Nemčiji in Avstriji, Slovenija lahko sprejela primerne odločitve, da bomo prvič ljudem, ki so v stiski, pomagali na human način, da jih bomo toliko, kolikor jih lahko oskrbeli in da bomo pripravljeni za neko intenzivnejše dogajanje ob meji, ki bomo priča zaradi tega, ker bo prišlo na ravni Evropske unije, vsaj teh držav, med njimi tudi slovenske, do nekega zadržanja večjega števila prihoda migrantov. V tem času zelo pozdravljam vse aktivnosti Evropske komisije, sveta, tudi predsednikov vlad, kolikor je to v pristojnosti predsednikov držav, sem sam udeležen, da se med seboj obveščamo, da sodelujemo, da si pomagamo z nasveti, ker si ne znam predstavljati, da bi prišlo do položaja, ko ta ravnanja ne bi bila usklajena. Evropa je sprejela veliko število beguncev, med njimi so ljudje, ki iščejo azil, torej iščejo mirno državo, da bi se izognili neposredno vojaškim operacijam in varnostni grožnji, in so ljudje, ki prihajajo zaradi boljšega življenja, torej migranti. Prav gotovo, kot vidite, zaradi naporov v Nemčiji bo prišlo do nekoliko bolj poostrene azilne zakonodaje. Če bo to storila Nemčija, bodo gotovo storile tudi druge države, ki so sedaj bolj izpostavljene v tem begunskem valu iz Bližnjega vzhoda. Mislim, da bo to potem za posledico neko večjo potrebo po selekciji med ljudmi, ki dejansko potrebujejo našo pomoč zato, ker iščejo varno državo, in med tistimi, ki so običajni, recimo ekonomski migranti in ne sodijo potem na področje humanitarnega prava, kjer smo jim dolžni v vsakem primeru nuditi zaščito, še zlasti, če take ne želijo imeti. Ko ste govorili z Gaukom pred več kot tednom dni, ste takrat dejali, da je ključen čas. Potem je bila tista odločitev o kvotah. Je to dovolj, kar počne Evropska unija? Kot veste, sem bil med prvimi, ki je javno obžaloval, da junija Evropski svet na izrednem zasedanju ni sprejel odločitve o kvotah. Iz 2 razlogov. Prvič, ker se je takrat pokazalo, da ne bo prišlo do solidarnosti pri soočenju s tem problemom. In drugič zato, ker je bilo popolnoma jasno, da Slovenija prihaja na dnevni red za države, ki bodo neposredno soočene s tem problemom, in bi odsotnost evropske politike Sloveniji naložila preveliko breme za avtonomno ukrepanje z številom beguncev, ki ga sami ne moremo regulirati. Zato sem se zavzel čez poletje na različnih forumih evropskih in doma, zato da do sistema kvot in dogovora o njih pride. Pri čemer moramo opaziti, da je do tega dogovora na zadnjem vrhu sicer prišlo, ampak ob odsotnosti soglasja 4 držav. Jaz se kot predsednik vlade, ki se je soočal v okviru Evropskega sveta, ne spomnim, da bi v letih 2009, 2010 in 2011, ko smo imeli tudi po 13 izrednih evropskih vrhov zaradi finančne krize, prišlo do situacije, ko se kakšna država ne bi strinjala za skupnimi ukrepi. Tokrat se je to zgodilo. Zato sem se zlasti za predsednike držav, ki sodelujemo pri neposrednem soočenju s to krizo, z italijanskim, avstrijskim, nemškim predsednikom, tudi madžarskim, zelo jasno, tudi za hrvaško predsednico, kolikor je to bilo potrebno in mogoče v poletnih mesecih, dogovoril za tesno sodelovanje, ker nam samo tako tesno sodelovanje omogoča, da nikomur od nas, tudi Sloveniji, ne bi bilo naloženo preveliko breme, ki bi iz humanitarnega problema, ki se zdaj soočamo, naredilo varnostni problem. Zaenkrat stvari obvladujemo, neka nestrpnost bi se lahko porodila v Sloveniji, za katero, ki ne bi nič pomagala k temu, da bi se begunska problematika, ki ni končana, potem lažje razsvetila. Da se ne bo končala v naslednjih, je popolnoma jasno.
Vsi, ki gledamo zdaj geopolitiko na Bližnjem vzhodu, lahko vidimo, da je zaenkrat na sirskem nebu, lahko se jutri zgodi na iraškem nebu, morda tudi v kakšni drugi državi Bližnjega vzhoda, ki je prišlo do uporabe vojaških enot različnih držav, ne da bi imele skupen operacij. To je v mednarodni politiki vedno lahko zelo velik problem. In ta hip to problem je. Zaenkrat ni prišlo do nobenih incidentov, to da če ne bo prišlo do dogovora, za kar apeliram, bi se to lahko zgodilo in situacijo še zelo, zelo poslabšalo. Slovenija je miroljubna država, mi smo majhen narod, živimo na zelo občutljivem delu evropskega zemljevida in samo v eni mirni, stabilni lahko načrtujemo prihodnost za naše otroke. Vse drugo je nekaj, kar si ne želimo in zato se bomo angažirali, koliko lahko za vojaško ali pred 2 leti, ki je imela humanitaren značaj skupaj z italijanskimi obrambnimi silami. Zdaj sodelujemo v okviru evropskega mandata, ko imamo prve značilnosti varnostnega posredovanja. Poveljnik, častniki, vojaki so dobro pripravljeni, so izurjeni. Želim si samo, da bi nabrali nove izkušnje, ki jih morska država, tudi ko gre za vojaške operacije na morju, slovensko vojsko potrebuje. Naj bi se borili tudi, oziroma ne vem kaj, lovili tihotapce. Se opravičujem. Ne, prosim. Tihotapcev, teh beguncev ni na morju. Kaj konkretno ste mislite? Misija EUNAVFOR Med, njena naloga je preprečevanje tihotapljenja in trgovine z ljudmi. Kaj to pomeni? Da v čim večji meri preprečiti te prevoze na morju z možnostjo zaplemb teh ladij, tako da se jim odvzame sredstva, s katerimi izvajajo te prevoze. To je to. Se jim vzame tudi begunce. Ja, zdaj večinoma teh ladij seveda prevaža begunce in bo potrebno izvajati tudi naloge reševanja, če bo prišlo do takih situacij. S tem, ko zajameš to ladjo, probaš ugotoviti, ali so res vsi begunci ali so med njimi tudi tihotapci. Tako da s tem bomo probali zagotoviti manjši pretok ljudi in tudi varnost na samem morju in reševati življenja. Kako taktično bo drugačna ta misija, kot je bila tista pred 2 leti? Taktično ni kakšne večje razlike, zaradi tega, ker še vedno bomo delovali na območju Sredozemlja, srečevanje je z istimi plovili, z istim načinom tega prevoza. Razlika je v tem, da v prvi misiji smo imeli mandat in naloge samo iskanja in reševanja, medtem ko tukaj imamo mandat tudi pregleda teh plovil in ugotavljanja, ali so na njih tihotapci in morebitnega zajetja. Samo mednarodne vode. Misija ima več faz. Prva faza se s 7. 10. naj bi zaključila, v kateri se je malo pridobilo informacije o samem tihotapljenju. Prehaja se v prvi del druge faze, ki ima mandat izvajanja tega preprečevanja in trgovanja z ljudmi v mednarodnih vodah. Nadaljne pa se bo potem z morebitno resolucijo Varnostnega sveta verjetno prešlo tudi v teritorialne vode. Območje vašega delovanja je južne, kot ste takrat delovali, verjetno. Ja, Kar pomeni tudi bolj nemirno morje v tem času delovanja? Ja, morje ostaja isto. Morje Sredozemsko ali je malo severne ali južne je odprto, niso isti pogoji kot v Jadranskem morju, ampak tako kot prejšnji prilagajali se bomo vremenskim razmeram. Delovali bomo dlje, bomo na morju, kot smo bili na prvi misiji, ampak posadka je pripravljena, ladja se pripravlja, bo pripravljena, da nalogo izvedemo tako, kot je potrebno. Je boljša posadka, kot je bila pred 2 leti? Posadka, večji del posadke je isti. Pridodani elementi, se pravi
zdravstvena enota, vojaška policija je v določenem segmentu različna, ampak pripravljeni smo, tako da nalogo bomo izvedli enako profesionalno, če ne boljše kot prvič. Kakšna ženska? Ja, na ladji imamo 2 pripadnici, eno pripadnico medicinsko tehnico in pa eno vojaško policijsko. Kaj pa povprečno starost imate mogoče izračunano posadke? Povprečna starost, tako na pamet, 35-36 let. Lahko samo Seveda. z vašim dovoljenjem. Vem, da je to izven protokola, ampak v misiji bo tudi počasnica Slovenske vojske, veteranka Slovenske vojske in babi, lahko bi rekli super babi, ne? Boste zaupali nekaj svojih vtisov, sem se prej srečal z vašo družino, imate tudi 2 vnučka. Imam 2 vnučka, eden je star 4 leta pa pol, eden 3 leta. Ja, tudi ona 2 pravita, da sem super babi. Kaj ste jim pa dejali, kam greste? Povedala sem, da grem na misijo z ladjo. Otroci vprašajo, zakaj? Pa ne, otroci so rekli fino, na morje. Tako da imamo tudi mi super babi v naši vrsti. Hvala lepa, se biti prijatno. Vam želim vse dobro. Tudi vam. Srečno. Varno se vrnete nazaj. Srečno.